Ja, takole še enkrat lepo pozdravljeni na današnjem predavanju, torej z naslovom Kako živeti in preživeti v svetu odprtega laganja in manipuliranja. V trenutku, ko je Donald John Trump postal predsednik Združenih držav Amerike, so novinarji začeli mrzlično preštevati in razvrščati njegove številne laži, običajne laži, trivialne laži, samopoveličevalne laži, laži za zavajanje javnosti, laži za goljufanje samega sebe, gololične laži, plitke laži, izvotljene laži, debele laži, serijske laži, ravnodušne laži, laži za ustvarjanje mehurčkov, laži proti lastnim lažem, laži za odvračanje pozornosti, slepilne laži, iskrene laži, dezinformacijske laži, laži v obliki izrekanja resnic, učinkovite laži, laži za vzbujanje strahu, ambiciozne laži, laži za podpihovanje nasilja, manipulativne laži, strateške laži, neopravičljive laži, demagoške laži, kontroverzne laži, obupne laži in še bi lahko naštevali. Torej, to je namreč izhaja iz bogatega izrazoslovja karakterizacije laži v angleških besedilih. Torej, bržčas bi v moderni politični zgodovini težko našli politika, ki bi se mu pripisovalo toliko vrst laži na eni strani in tako evidentno, torej sebično brezbrižnost ali kar odprt prezir do resnice dejstev, obče znanega in znanosti. Trump je človek, ki ravna tako, kakor da se vse začne z njim. Trumpov biograf Tony Schwartz je že v 80-ih letih prejšnjega stoletja za tovrsten tip brezobzirnega in brezbrižnega zanikanja avtoritete resnice s pomočjo divjega laganja, manipuliranja in špekuliranja skoval oksimoron, resnična hiperbola. Gre za način predrzne performativnosti laži v stilu vem, da lažem, pa kaj za to? Ali pa vem, da je laž, a koga briga? Ali pa vem, da lažem, a kaj mi kdo more? Torej, gre za en nov tip družbenega življenja laži, to dokazuje, ta referenca dokazuje, da laž, da Trump ni postal lažnivec ali pa takšen lažnivec in manipulator s tem, ko je vstopil v politiko, ampak da je to počel že veliko prej, nekateri to poznajo že iz 80-ih let, bili so posneti številni zanimivi dokumentarci, napisane knjige o tem, le da je ta svet, torej notoričnega laganja in kontinuiranega manipuliranja poznal ožji krog ljudi, so ga pa dobro poznali tisti njegovi poslovneži, ki zaradi sodelovanja z njim je pustilo razne finančna pustošenja. Torej, gre za nov tip družbenega življenja laži, ki ga je ameriški televizijski komik Stephen Colbert leta 2005 skušal ujeti v izrazu truthiness, resničnostnost, resničenskost ali resnicovanskost. Torej, gre za nekaj, kar se zdi resnica, zgleda kot resnica, se kaže kot resnica, se izreka kot resnica, si želimo, da bi bila resnica, ali celo globoko v sebi, torej v narekovaju globoko v sebi čutimo, da je resnica, pa ni res. Ali drugače, torej gre za ustvarjanje tako imenovane postfaktične, postresnične ali poresnične realnosti, v angleščini post-truth reality, ki temelji na zainteresiranem in namernem spodbujanju čustvovanja realnosti na način, da čustva o neki realnosti postanejo središče dojemanja te realnosti, ne glede na dejstva o tej realnosti. In v družbenih pogojih, torej ko ni več nekih skupnih, objektivnih ali obče sprejetih standardov resnice, pride do krožnega drsenja in vzajemnega oplajanja med resnicami in lažmi, dejstvi in psevdodejstvi, znanjem in mnenjem. Skratka, izmišljanje resnic, mnenjenje znanja in alterniranje dejstev so postopki, torej, ki omogočajo nastanek takšnih postresničnih proizvodov, kakor so lažnive resnice, alternativna dejstva ali mnenjska znanja.
Torej gre za proizvode, ki v ustreznem postresničnem ekosistemu zmorejo biti ponujeni kot prepričljivi, učinkoviti in celo upravičljivi nadomestki za resnice, dejstva in znanja. In po pisanju Washington Posta, ki minuciozno beleži Trumpov cunami neresnic iz ovalne pisarne, se je do julija 2020 nabralo prek 20.000 lažnih in zavajajočih trditev. Paradoksalno pa je, kakor pozori švedska politična filozofinja Anna Karin Selberg, da Trump kljub notoričnemu laganju in stalnemu manipuliranju velja za predsednika z visokim kapitalom resnice. Torej, po prepričanju njegovih volivcev in fanatičnih privržencev ni lažnivec, ampak človek, ki naravnost in brez olepševanja pove resnice, ki si jih noben drug politik ne upa izustiti. Torej, z vsako razkrito lažjo se torej njegov kapital resnice še poveča, namesto da bi izgubil vrednost. Drugače rečeno, Trump na nek odbojen, a hkrati nalezljiv način manifestira in realizira eno izmed najbolj temeljnih, čeprav nelagodnih, torej spoznanj z področja filozofskih študij resnice in laži. To je, da resnica rabi laž, da bi se lahko konstituirala kot resnica, in laž rabi resnico, torej da bi se lahko konstituirala kot laž. Toda pri Trumpovem in trumpovskem laganju imamo še dodaten zaplet. Svet trumpovskega laganja in manipuliranja, ki jo bomo v nadaljevanju skušali opisati kot odprto laganje in transparentno manipuliranje, je pravzaprav visoko asocializacijski, vendar mobilizacijski tip laganja in manipuliranja, ki nas pripravi in opremi z veščinami brezsramnosti, brezobzirnosti in brezčastnosti, da zmoremo odprto lagati celo lastnim lažem in vsem na očeh bahavo uživati v uspelih in tudi neuspelih manipulacijah s sabo in drugimi. Preden izpostavim, v čem je problem pojava in kako vsakodnevno deluje, naj izpostavim, da pri razlagi dejanj odprtih lažnivcev in transparentnih manipulatorjev namerno ne bomo izhajali ali pa zahajali v psihizacijo, psihopatologizacijo ali celo psihiatrizacijo, čeprav so vse to relevantne perspektive, ki smo jih deloma že nastavili v enem drugem tekstu. Temveč bom na vso zadevo, torej bomo skušali pogledati v bolj, bi rekli, sociološki luči. Torej, ker lažnivci in manipulatorji pač ne delujejo izolirano od družbenega sveta, ampak kot specifično družbeno konstituirani, socializirani in aktivirani, torej družbeni agensi, prav na točki njihove družbene konstitucije, socializacije in akcije nastopi večkraten problem. Prvič, torej vlogo konstantnih nalagancev in zmanipulirancev nam ponujajo, torej nam ne ponujajo več kot neko blodečo alternativo, ampak kot novo normativno naravno stanje našega družbenega obstoja. Drugič, toksično, patološko politično laganje, kjer se je pojav najbolj eminentno umestil, ni ostal znotraj političnega polja, ampak je bil izvožen v vse sektorje družbe in kontaminira celotno javno sfero, čemur bi rekli popolno razlitje politične mendacitete. Tretjič, tovrstno ekscesno komuniciranje se iz domene množičnega komuniciranja, torej medijsko posredovanega komuniciranja, s to medijsko popotnico seli tudi na raven medosebnega komuniciranja. Četrtič, odprto laganje in transparentno manipuliranje povzročata odnosno in simbolno nasilje v medčloveških odnosih. In petič, gre v vseh ozirih za slabe, škodljive, razdiralne in uničevalne prakse. Na podlagi navedenega je seveda dovolj razlogov za premislek, kaj se je zgodilo z lažjo in manipulacijo v tako imenovanem postresničnem svetu. Torej, ker vidimo, da laž in manipulacija nista več eksces, ne dejanska skrivnost, ne več zakulisje, niti potlačeno nezavedno, ampak sta postali središče, okvir in legitimen oder vzpostavljanja medčloveških stikov. Problem tega, torej, da je v svetu trumpovskega laganja in manipuliranja veliko lažje in vredneje povedati laž kakor resnico, je seveda večplasten.
in lahko bi ga obravnavali skozi različne disciplinske okvire. Vsi disciplinski okviri bi verjetno nam pomagali bogato kontekstualizirati in natančno precizirati tezo, torej da resnico nikoli ni bilo enostavno in lahko govoriti, to da tudi lagati ni bilo nikoli prej bolj enostavno in lahko, kakor je to danes. Mi si bomo torej to zagato, ta problem, ta zaplet skušali pogledati skozi določene specifične teoretske perspektive. Prvo nam bo ponudil torej francoski sociolog, antropolog in etnolog Pierre Bourdieu, ki je v več svojih delih načel problem resnice v družbenem svetu. Med drugim tudi v predavanjih iz obče sociologije, ki jih je v letih 81-82 držal na znamenitem Collège de France v Parizu. Kaj sploh pomeni govoriti resnico v družbi o družbi? Kdo razkriva oziroma lahko razkriva resnico družbenega sveta? Kako govoriti resnico o sebi in drugih? Vse to so vprašanja, pri katerih lahko družbeni agenci, kolektivni in individualni, iščejo razne položaje avtoritete in razvijajo razne oblike legitimnosti, ki bi jim dale torej osnovo za obnašanje, kakor da posedujejo odgovore na vprašanja resnice o resnici, torej tudi vprašanja resnice trditev o družbenem svetu, o njih samih in drugih. Bourdieu priznava, da je v zvezi z definiranjem in določenjem resnice v družbenem svetu neizogibna določena stopnja, on reče temu perspektivizma, ki gre približno takole. Vsak ima svojo resnico, pravzaprav vsak ima resnico svojega interesa. In pravzaprav perspektivizem ne pomeni tega, da gre vsakomur lastna resnica, narekovaju rečeno, ampak da je pluralizem perspektiv pogoj za manifestacijo resnice. Seveda ljudje nismo vajeni ali prav pripravljeni razmišljati tako, saj je tovrsten relativizem resnice bil pogosto diskreditiran strani vplivne tradicije, ki je racionalizirano izražanje interesov drugih, ne le lastnih, obravnavala, oziroma ne pa lastnih, obravnavala kot napako ali vsaj kot neprijetno družbeno dejstvo. In ta perspektivična teorija resnice na svet, jaz jim rečem resničarjev, torej to so dominantni nosilci in razširjevalci resnice, lahko bi jim rekli tudi lastniki resnice, in na drugi strani resničevancev, torej zgolj uporabnikov in konzumentov resnice, seveda na ta odnos lahko gledamo seveda z logiko družbenega boja. Z vidika prvih je njihova glavna skrb obvladovanje resnice in razumevanje temeljev tega obvladovanja, da bi lahko nadzor nad resnico ohranili. Z vidika drugih bi moral biti njihov glavni interes ozaveščanje dejstva, da resnica ni v njihovi lasti, oziroma da so v podrejenem položaju do resnice, kar od njih seveda terja napore za spremembo družbenega položaja. Drugače rečeno, resnica družbenega sveta in resnica v družbenem svetu sta vselej kost, torej konflikta in prepira med različnimi družbenimi agenci. Zato je Bourdieu rad poudarjal, da če že obstaja resnica o čemerkoli, je to predvsem resnica o resnici kot kontroverzni zadevi. In ta njen kontroverzen družbeni značaj in položaj izhajata iz dvojega. Prvič, iz tega, da ima vsak posameznik ali kolektiv prav kot družbeni agens vitalni interes, da je utelesitelj in posrednik lastne resnice. In drugič iz tega, da vsak posameznik ali kolektiv, ki sprejme resnico drugega, na nek način obvelja za podrejenega, obvladanega ali celo poraženega. Zato Bourdieu recimo to pogledno ne preostane drugega, kakor da ponovi znano sociološko frazo resnica ni ena, resnic je več in ni splošno dogovorjenega pogleda na družbeni svet. Skratka, resnica je v družbi vedno predmet takšnih in drugačnih napetosti in protislovij, to pa je to zato, ker so družbene sile različnih konkurenčnih ali antagonističnih in pogosto nerazrešljivih in nespravljivih resnic odvisne od materialnih in simbolnih moči med tistimi, ki se prepoznavajo v teh resnicah in tistimi, ki jim nasprotujejo. Skratka, resnica za svojo družbeno legitimnost, obstoja, delovanja, tudi pripovedovanja, potrebuje ustrezno družbeno infrastrukturo.
Bourdieu ji reče klasifikacijo, ki omogoča torej, da se resnica sploh lahko izreka. Šele ta okvir omogoča legitimni resnici, ki temelji recimo na konsenzu, takšna resnica bi bila legitimnejša, torej, da deluje s to performativno silo. Tukaj bi nam lahko prišel prav tudi recimo John Austin, in z njim bi lahko rekli, da ko govorimo resnico, ne izrekamo le resnice, ampak ustvarjamo pogoje za govorjenje resnice. Torej, govoriti resnico neizogibno pomeni poimenovati stvari v svetu in jih klasificirati. In resničarji so klasifikatorji, hoteli to ali ne. Ko se v medčloveških odnosih zaklinjamo, torej da govorimo resnico, s tem sebe avtomatično postavljamo v položaj nekoga, ki pove, kako je z neko družbeno situacijo, kako je z nami ali drugimi ali družbo nasploh. In to vlogo klasifikatorjev družbene realnosti so resničarji precej dolgo časa uspeli uspešno igrati. Tako rekoč do nedavnega, ko so jim nekaj, kar je bilo njihovo glavno orodje in orožje, to je avtoritativno govorjenje resnice, prevzeli nasprotniki njihovih resnic. Recimo jim postresničarji. Postresničarji torej so ugotovili naslednje. Če ne morejo biti lastniki resnic resničarjev, potem jih morajo sami začeti prvič ustvarjati, ampak to ni dovolj. In drugič, avtoritativno predstavljati. In to v zadnjih letih uspešno počnejo s hiperprodukcijo in hiperdistribucijo svojih alternativnih, lažnivih in izmišljenih resnic. Z vstopom postresničarjev na sceno družbene resnice sta zgubili na vrednosti pravzaprav dve obliki preverjanja veljavnosti družbene resnice. To je preverjanje s pomočjo konsenza in preverjanje s pomočjo dejstev oziroma objektivnih dokazov. Postresničarji torej so se uspeli v zadnjih letih, bi rekli, performativno opolnomočiti, ne le zato, da povedo resnico ali pa svojo resnico, alternativno resnico, torej resnico, ki so jo resničarji dotlej obvladovali ali jo zanemarjali ali jo celo omalovaževali, ampak tudi zato, da to povedo na način laganja in manipuliranja. Bourdieuovsko rečeno bi rekli, da trumpovski lažnivci in manipulatorji se ne bojujejo le za resnico družbenega sveta ali se sploh ne bojujejo za to, ampak tudi ali predvsem za uveljavitev njihove resnice, to je zato, da bi vsilili svoj domnevno najboljši način klasificiranja družbenega sveta kot legitimno obliko klasifikacije. Tu seveda ne bomo razpredali dalje, kakšnim protislovjem in kontradikcijam zapadajo postresničarji, kot domnevno avtoritativno, torej bolje bi bilo, če bi rekli brezsramno, brezobzirno ali brezčastno govorijo svojo resnico ali delne resnice, ampak kaj se dogaja z resničarji, ki v tekmi s prvimi izgubljajo nekatere tradicionalne monopole govorjenja resnice. Tudi slednji se namreč ujemajo v pasti lastnega postresničenja. Ko želijo verjeti, da je njihova verzija resnice družbenega sveta še vedno edina prava in edina relevantna. A če resničarji nimajo več težav priznati, da so sami globoko vpleteni v boje za resnico in celo sprejemajo dejstvo, da se njihovi družbeni antagonisti bojujejo za uveljavitev njihove resnice, in to med drugim počno tudi tako, da diskreditirajo resnice resničarjev in z lažmi in manipulacijami gradijo fronto proti resnic, pa se tudi resničarji torej ne morejo izogniti temu, da tudi sami svoj model iskanja resnice klasifikacije vpenjajo v metamodel torej boja za resnico, ki ne izključuje možnih manipulacij in falsifikacij tudi njihove resnice. In to je točka, kjer so resničarji sami najbolj ranljivi in ustavljeni v skušnjavi, da krenejo povsem po poti postresničarjev. In prav to je točka, kjer morajo biti tudi resničarji najbolj pozorno in stalno preverjani. Zakaj? Zato, ker je to tudi točka, v kateri surova dejstva, družbeno potrjevana v smislu to je to, tako pač je, taka je resnica, dobijo družbeno legitimnost v smislu tako mora biti, ali pa resnica mora biti taka. Skratka, ne le postresničarji v verziji trumpovskih lažnivcev in motilcev resnice, ampak tudi resničarji tkejo mreže boja za monopol simbolne moči, to je boja za moč, da legitimno izrekajo resnico sveta.
Ta boj za resnico, za moč, da povemo, kaj obstaja, kaj je res in kaj ne, torej boj za monopol nad performativnostjo resnice je v svoji srži v resnici politični boj. Gre za boj za prepoznanje, torej za vsiljevanje oblike informacije o družbenem svetu, ki jo morajo ljudje priznati in sprejeti. Boja med zagovorniki resnice, dejstev, znanosti in propagatorji laži, alternativnih dejstev in izmišljene realnosti, torej ne gre jemati le kot boja za klasifikacijo in proti klasifikaciji, ampak za to, kdo utegne v prihodnosti poimenovati in klasificirati družbeni svet. In trumpovski lažnivci in manipulatorji nas želijo prepričati, da nima smisla stopati na stran resnice, če laž v postresničnem svetu klasificira bolje in prinaša več koristi. Četudi je vsak, torej družbeni agens, zmožen klasificirati družbeni svet, je jasno, da ni vseeno, kdo ga klasificira, saj niso vsa klasifikacijska dejanja, torej v enaki meri nagnjena k potrjevanju faktične realnosti. In trumpovski lažnivci so na primer zmožni oblikovati argumente o družbenem svetu na način, da njihovi argumenti izgledajo resnični ali celo zelo resnični, čeprav to dosežejo z interesom po vzpostavitvi avtoritete laži kot samopotrditvene resnice. Torej, v trumpovski viziji sveta resnica ni potrebna, je irelevantna, saj je brezobzirno ali dovolj grobo povedana laž dovolj, da učinkovito pokažejo, kako resno z njo mislijo. V postresničnem svetu je vlogo Foucaultjevskega neustrašnega govora prevzela laž. Ta se kaže kot tehnologija novega antirefleksivnega sebstva, s pomočjo katere je mogoče s stalnim govorjenjem, torej laži, pravzaprav proizvesti resnice in uveljavljati postresnični režim resnice. Torej, ko to rečemo, seveda se navezujemo na znanega, torej francoskega filozofa Michela Foucaulta, skratka, ki nam je lahko služi kot podlaga za vstop tudi v, nekako bi rekli, v politično polje, torej delovanja resnice. Torej, omenili smo že, da gre rojstvo pojava iskati, torej samo deloma v političnem polju, ko smo omenili na začetku Trumpa, v ožjem smislu ali kar v koncentriranem smislu politične oblasti. Toda danes o pojavu ni več mogoče govoriti, ne da bi politično polje dejansko raztegnili do skrajnih meja drugih družbenih polj. Tako lahko rečemo, da je mendaciteta v politiki, torej lažnivost v politiki v širšem smislu, torej vključno z religijo, poslom, mediji, torej akademijo in drugimi sferami udejstvovanja, oziroma povsod tam, kjer se vzpostavlja kakršnakoli oblast, torej že zelo dolgo del politične in širše družbene igre. Skratka, laži, manipulacije, pretvarjanja, potvarjanja, zavajanja, zaslepitve, izkrivljanja, ponarejanja, to so že dobro uveljavljena pravzaprav politična orodja. In iz dolgoživosti teh temačnih praks se da pravzaprav izluščiti tri jasne uvide. Prvič, laži niso nevtralne, ampak performativne. Torej, se jih ne le izreka, ampak se z njimi nekaj naredi oziroma tudi povzroči. Drugič, torej, laži niso naravne, ampak so družbene. Torej, laži ne padejo z neba kakor naravna nesreča, niso naravna nesreča, ampak so pravzaprav rezultat družbenih pogojev in so zato tudi interpretirane v skladu s specifičnimi družbenimi konteksti. In tretjič, laži niso identične, ampak singularne. Torej, niti ena laž ni enaka drugi. Torej, so drobne laži iz vljudnosti, so bolj ali manj neškodljive, bagatelne laži, katerim se ljudje vsakodnevno zatekajo, da lažje prebrodijo vsak dan. So laži, ki jih ljudje izrečejo, da bi se izognili javni sramoti. So laži, ki preprečujejo, da bi ljudje sami sebe spravili v neugoden ali celo nevaren položaj. So laži, ki jih v neki skupnosti ljudje dogovorno izvajajo, torej kot ritualno veščino oziroma kot obliko ritualnega vzorca kolektivne naracije. So laži, ki so izrečene za zaščito celih kolektivov oziroma skupnosti. So laži, ki pomagajo obvladovati huda kazniva dejanja. In potem so laži, katerih namen obstoja ni nič od pravkar naštetega. Njihov namen je zgolj in samo ustvarjanje stalnega toka, dotoka in pretoka lažnivih, napihnjenih, pretiranih, izmišljenih, diverznih, dvomljivih in namerno nedoslednih posegov v realnost,
z namenom uničevanja in predrugačenja realnosti. Ko je ameriška politična filozofinja nemško-judovskega porekla Hannah Arendt razmišljala, kako se resnica in laž na ravni političnega diskurza, torej na področju političnega oziroma javnega prostora, formirata kot sredstvo manipulacije in propagande, je s pomočjo koncepta organiziranega laganja skušala opozoriti na ta krhek, ranljiv in negotov položaj faktične oziroma dejstvene resnice v sodobnem svetu. Danes lahko rečemo, da bi bili deležni rezultatov postresničnega sveta. Torej, vam ni treba biti več profesionalen politični akter. Torej, da bi jih doživeli, ni treba biti več posebej izbran konkurent, da bi postali njihova tarča, ni treba biti več privilegiran družbeni antagonist. Zadostuje že, da ste volivec, potrošnik, državljan, sorodnik, sodelavec in podobno. Še več, torej zadostuje že zgolj to, da obstajate kot brezimni slehernik. In vse te pogostokrat samoumevne ideološke pozicije in številne druge zadoščajo, da se splača življenja ljudi dezorientirati, destabilizirati in spodkopati z namenom, da dokončno izgubijo zavest, občutek in izkustvo za razlikovanje med dejstvi in izmišljotinami, resnicami in lažmi, vsebinami in videzi, komunikacijami in manipulacijami. Drugače rečeno, dovolj je že to, da obstajamo kot brezimni sleherniki povsem temeljnih ideoloških nagovorov. Torej nagovor, s pomočjo katerih se sploh konstituiramo in socializiramo kot družbena bitja. Ker pa seveda živimo v 21. stoletju, torej v času nove pobude organiziranega laganja, temu jaz rečem odprto laganje, in nadgrajene različice, torej sistematične globoke manipulacije oziroma sistemske globoke manipulacije, torej to je transparentna manipulacija, pomeni, da je izziv, da prosperiramo in se na dnevni bazi zoperstavljamo postresničnemu svetu odprtih lažnivcev in transparentnih manipulatorjev toliko večji. Odprti lažnivci in transparentni manipulatorji ne le, da ne pripovedujejo zgolj in samo laži, ampak izkoriščajo vso današnjo družbeno, ekonomsko, politično in tehnološko infrastrukturo, torej za svoje delovanje. In ena od posledic te transformacije v političnem laganju je, da so se tipi laganja, ki so še pred desetletji veljali za del veščin, taktik in strategij, torej ozkega političnega spektra, tako močno prelili čez robove političnih strategij, da so danes na tak ali drugačen način že del vsakdana slehernika. Politične tipe mendacitete, torej z lažmi, manipulacijami in špekulacijami, pa je tudi v drugih sektorjih veliko, v gospodarskem, poslovnem, akademskem, medijskem, PR-ovskem, in tudi v teh sektorjih so dobile celo ekspertne alibije in celo znanstvene advokature, ki bi jih morali dejansko imeti za bolj ali manj sofisticirane in administrirane oblike intelektualnih prevar. Seveda, razumeti je treba tudi zlasti prelome v zgodovinskih režimih laganja in manipuliranja, da bi vedeli, v čem je razlika, kaj se nam dogaja danes. In ti režimi, torej zgodovinski režimi, nam pomagajo, da ne zapademo v abotno relativiziranje zgodovinske kontinuitete laganja in manipuliranja, ampak da senzibiliziramo perspektivo, da so družbeni agensi v resnici vselej, tako nekoč kakor danes, na družbeno-kontekstualne in diferencirane načine socializirani v svetove laganja in manipuliranja. Ni dovolj reči, da so tudi nekoč ljudje lagali, se sprenevedali, potvarjali realnost, ponarejali izdelke, širili dezinformacije, si izmišljali dogodke, preusmerjali pozornost ljudi, skratka manipulirali. Vse to so vsekakor počeli, tudi ljudje v preteklosti, a gotovo ne v obsegu in na načine, na kakršne današnji odprti lažnivci in transparentni manipulatorji lahko uveljavljajo svoje laži in manipulacije. Najprej se na kratko, ker namen današnjega predavanja ni temeljen na zgodovinski perspektivi toliko, samo na kratko, se ponudimo pri zgodovinskih režimih laganja. V dobah tradicionalnega laganja, to je pred začetkom 20. stoletja, je laž
torej pomenila recimo zatajitev posameznih dejstev. Sem ter tja potvarjanje resničnosti, prikrivanje posameznih skrivnosti, ki niso bile splošno znane ali preprosto niso imele razlogov, da bi prišle prosto na plan. Ta vrsta torej laganja kot oblika namernega prikrivanja, izkrivljanja ali zanikanja dejstev, torej je bila vezana zlasti na tisto vrsto realnosti, ki se jo je bolj ali manj skušalo prikriti. Torej, lahko je bila tudi državna skrivnost ali tabu režima oziroma oblasti. Skratka, drugače rečeno, tradicionalna laž se je izvajala v družbenem kontekstu avtoritete resnice. Laž se je resnice bala in tako je tudi funkcionirala. Toda v prvi polovici 20. stoletja pride po Hannah Arendt do premika v razvoju zgodovinske konstitucije politične laganja, torej na način, da samo laganje o stvareh ali njihovi realnosti ni več dovolj, ampak totalitarni režimi razvijajo posebno politično potrebo, da se namerno spremeni torej, svoje laži v resničnost. Torej, ali ona pravi, razlika med tradicionalno lažjo in moderno lažjo, ki se vzpostavi torej, v prvi polovici 20. stoletja, z vzponom torej, totalitarizma, je razlika torej, med skrivanjem realnosti in pa med uničevanjem realnosti. Seveda, moderna laž ni samo značilnost totalitarnih režimov in avtoritarnih akterjev, na kar so opozorili že mnogi avtori, tudi Arendt, ampak se pojavlja tudi v demokratičnih kontekstih. Tudi v demokracijah druge polovice 20. stoletja je prišlo do neke vrste stalnega nazadovanja politične strategije, pri kateri laž ni bila več sekundarno sredstvo znotraj splošnejših oziroma prevladujočih političnih strategij delovanja, ampak se je laž umestila torej, v samo jedro političnih strategij. Drugače rečeno, začela je predstavljati bistvo njihove infrastrukture in komunikacijskih veščin. Skratka, v svetu, kjer se laž ne pojavlja kot posamično dejanje, kot eksces ali zloraba komunikacije, ampak kot sistemska strategija delovanja, se seveda drastično zoži prostor, v katerem je še mogoče izrekati resnico in uporabljati dejstva kot ključne orientirje za presojo realnosti. Resnica je postala politična valuta, s katero se izdatno baranta, upravlja, posluje in seveda zlahka tudi zamenja za laž. Toda, kar bomo videli kasneje, je nekaj, torej to, kar je bilo zdaj opisano, torej je nekaj, kar je Hannah Arendt opisala kot organizirano laganje. Ampak danes, v 21. stoletju, pa je to organizirano laganje dobilo novo postresnično pobudo, tako rekoč neko logično nadaljevanje in to v obliki odprtega laganja. Bomo kasneje malo povedali, kaj to je, kaj s tem mislim. Gremo še na drug pojem, torej osrednji ali pa nosilni pojem današnjega predavanja, torej manipulacij in njenih zgodovinskih premenah. Torej, tu izhajam iz ugotovitev in raziskav francoskega zgodovinarja manipulacije in propagande Fabrice d'Almeide. Skratka, on opisuje, torej, kako je manipulacija torej nekaj, kar je nastalo torej v 18. stoletju in je povezano torej z nastankom torej z organiziranega političnega subjekta. Predtem torej manipulacija v današnjem pomenu besede ni obstajala, ampak je obstajala torej kot v obliki nedistinktivnega mešanja in križanja starodavnih, rekli bi, računajočih praks, zvijačnosti, pretkanosti, premetenosti, zahrbtnosti, preračunljivosti in tako dalje. Z 18. stoletjem pa postane manipulacija torej politično instrumentalizirana, v 19. stoletju seveda se jo potem tudi industrializira in mediatizira v okviru interesov za množice tudi in razvoja medijev in informacijskih oziroma komunikacijskih tehnologij, v 20. stoletju pa še korporativizira. Torej, to je nekako, in to je obdobje od sredine 18. do, rečemo, konca 20. stoletja. Skratka, torej v 21. stoletju ali pa že konec 20. stoletja
Torej pride do, pravzaprav bi rekli, do ene nove zgodovinske faze razvoja manipulacije, ki bi lahko rekli, torej globoka manipulacija. Ta pa temelji torej v podobi pravzaprav te napredujoče datificirane oblike, torej digitalno ekonomizirane torej manipulacije, ne? Zaradi katere je vse naše življenje čedalje bolj neobhodno pripeto torej na manipulacijo in njeno razraščujočo, torej medijsko, komunikacijsko oziroma tehnološko infrastrukturo. Ne? In toda ta globoka manipulacija, ne, pa je v zadnjih letih dobila svojo nadgrajeno, torej brutalnejšo različico v postresnični obliki transparentne manipulacije, kar bomo skušali pojasniti kasneje, kaj mislim s tem. Skratka, ta jedrnat zgodovinski očrt transformacij, torej režimov laganja in manipuliranja, sugerira torej, da laganja in manipuliranja ne moremo razumeti le kot mendacitetnih strategij posameznikov, ampak razkriva tudi strukturne spremembe v laganju in manipuliranju kot prevladujočem sistemu produkcije in kontrole družbene realnosti. Eno je, torej, če lažejo in manipulirajo posamezniki, drugo pa je, če lažejo in manipulirajo institucije in celi sektori družbe. Okoliščine, v katerih danes lažejo odprti lažnivci in manipulirajo transparentni manipulatorji, so tudi okoliščine, v katerih torej ekscesno lažejo in manipulirajo tudi institucije. Bourdieuovsko rečeno, torej individualne dispozicije, torej za ekscesno laganje in manipuliranje, torej pogosto vzdržujejo in hranijo številne institucionalne dispozicije za tovrstno laganje in manipuliranje. Še več, v okoliščinah, v katerih lažejo celo institucije ali se laže v imenu institucij. Posamezniki v teh institucijah ne lažejo le individualno, ampak v resnici lažejo kolektivno. In ta kolektivna dispozicija za laž in manipulacija je namreč pogosto vpisana v objektivne strukture teh institucij. Recimo v organizacijah ali kolektivih, kjer se govori eno, dela pa drugo. V ustanovah, kjer med njihovo javno oziroma uradno podobo in dejansko notranjo realnostjo obstaja velikanski razkorak. V kolektivih, kjer obstajajo trdovratni tabuji javne tajne. Ali pa v ustanovah, kjer gojijo močne kolektivne hipokrizije. In seveda ta razkorak med tem, da je laganje, naše individualno laganje, torej da je vpisano v objektivne strukture samih institucij, v katerih mi kot posamezniki delujemo, in seveda posledično v mentalne strukture naših subjektivnih resnic, torej članov institucij, torej ki so institucionalno socializirani, torej in spodbojeni, da seveda ravnajo v skladu s tem, kar dela institucija. Torej, če laže institucija ali njeni najvidnejši predstavniki, potem so izpolnjeni institucionalni pogoji za to, da lažnive strategije kot kulturo delovanja razvijajo tudi drugi člani institucije po hierarhični lestvici navzdol. Ta temeljna sociološka lekcija nas opominja, da se odprti lažnivci, torej in transparentni manipulatorji v institucijah ali družbi nasploh ne pojavijo kar naključno ali kar sami od sebe, ampak se pojavijo, ko in ker obstaja primerna družbena infrastruktura, primerna družbena tehnologija in primerna družbena konstelacija razmerij, ki omogoča razvoj prav takšnih dispozicij. In iz tega sledi, da odprto laganje in transparentno manipuliranje potrebujeta ustrezen družbeni okvir, v katerem se lahko izvajata kot legitimni in uspešni družbeni praksi. Drugače rečeno, dogajate se lahko le na ozadju, torej kolektivnega laganja oziroma organiziranega laganja oziroma institucionalne manipulacije in globoke manipulacije. Ponovimo, torej odprta laž se sistematično ne dogaja kar iz navdiha, ampak sistemsko, čeprav morda deluje naravno na individualni ravni. In tudi transparentna manipulacija ne pade kar z neba, čeprav se vsiljuje kot tako rekoč prosti dar manipulatorjev. Torej, transparentna manipulacija lahko svojo vidnost predrzno in brezsramno realizira samo v zavarovanih pogojih, jaz temu rečem postkomunikacijske kloake globoke manipulacije. Šele ta ji omogoča, torej, da je lahko transparentna in kot transparentna ostane nesankcionirana.
Pravzaprav gre za dvosmerni proces vzajemnega oplajanja, torej globoke oziroma te institucionalne in pa transparentne manipulacije. Na eni strani transparentna manipulacija rabi zaščito globoke manipulacije, da bi se sploh lahko nekaznovano realizirala kot transparentna manipulacija, torej na drugi pa globoka manipulacija svoje komunikacijske in mediatizacijske potenciale lahko najbolj vidno in brezobzirno realizira, če se pojavi na mestu transparentne manipulacije. Skratka, transparentna manipulacija se odvija na ozadju globoke manipulacije, katere infrastruktura temelji na tehnologijah velikih podatkov, psevdoznanstvenih tovarnah laži, industrijah viralnih mistifikacij in fabricirajočih medijev, ki so kolonizirali vse družbene sfere življenja, od politike, posla, medijev, industrije, množičnega komuniciranja, javne sfere do medosebnega komuniciranja. Ni samo to, torej da novi mediji in informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavljajo ključno infrastrukturo za pospeševanje laganja in manipuliranja, ampak da so kot legitimna javna infrastruktura pristali na to, da tako rekoč legitimirajo vsakršno laganje in manipuliranje. Taki manipulaciji rečemo globoka manipulacija, torej ki zagotavlja šele temeljne pogoje za izvajanje transparentne manipulacije. Ali rečeno v malo bolj preprostem jeziku, torej globoka manipulacija je situacija, ni situacija, da rečemo vse je manipulacija. Ne, globoka manipulacija je to, da rečemo oziroma da vemo, da se lahko manipulacija pojavi kjerkoli. Da ni več družbenega kotička, kjer se manipulacija ne bi mogla pojaviti. Skratka, kompleksne digitalne tehnologije, datificirajočih, algoritmizirajočih in avtomatizirajočih realnosti seveda lahko manipulirajo. Tudi, če se njihovi izumitelji, ustvarjalci in preroki zaklinjajo, da niso bile ustvarjene za te namene. Torej, poanta globoke manipulacije je torej, da lahko s pomočjo današnjih tehnologij istočasno deluje omniprezentno, tako rekoč globalno in hkrati kapilarno oziroma personalizirano. Kajti, spomnimo, klasična manipulacija je ustvarjala paralelne svetove, saj je delovala na podlagi motivacije, da ostane skrita, da delujoča v zakulisju. To so bili antagonistični svetovi, laž proti resnici, resnica proti laži. Globoka manipulacija pa ustvarja en sam uniformen svet, pravzaprav edini svet, v katerem živimo in v katerem se manipulacija lahko izvaja ne le globinsko, ampak tudi transparentno, torej na odru, vsem torej na očeh brez sankcij. Ni več odločanja za laž ali resnico, ampak je naš svet že opredeljen v skladu z zakonitostmi laži in manipulacije, zaradi katerih smo postavljeni le še pred legitimno odločitvijo za laž ali proti laž. Zato se nam dogaja, da resnica v svetu globoke manipulacije še najlažje preživi kot oblika cinizma. Seveda pa individualno se lahko uspešno in nesankcionirano ekscesno laže le, če se lahko tako laže tudi kolektivno. Drugače rečeno, odprti lažnivci in transparentni manipulatorji se lahko prosperirajo samo v takih okoljih in miljejih, v katerih sta laž in manipulacija sprejeti kot legitimni obliki delovanja in komuniciranja. Rekli bi, to je svet komunikacije po komunikaciji. To je torej svet postkomunikacije, toda to je tudi svet, ki noče biti več alternativen, ampak čedalje bolj družbeno propulziven, normativen in hegemon. V dobi postkomunikacije se torej niso spremenili le modeli, tipi ali tehnike laganja in manipuliranja. Ampak, in to se zdi ključno, ampak tudi družbeni okvir za vzpostavljanje slehernih medčloveških odnosov. Seveda to, da se laže kolektivno, ne le individualno, je sociološka zaznava. Ne more pa to biti seveda opravičilo za to, da odprti lažnivci in transparentni manipulatorji kar počno v medčloveških odnosih na individualni ravni. Še posebej ne zato, ker se prav po njihovi zaslugi ekscesno laganje in manipuliranje brezobzirno in škodljivo uvaža v območje medosebnega komuniciranja. Rekli smo že, manipulacija je nekoč potrebovala svoje tehnike kultivacije.
Rabila jih je zato, da bi prikrila maskirni mehanizem svoje izvedbe. Skratka, da bi ostala nevidna, da bi ostala zakulisna praksa, praksa sistema, ki se ne sme videti, ki ga ne smemo videti. Dan danes manipulacija z nami manipulira na odprti sceni in na način, da se sproti razkriva kot manipulacija. Nima moralnega kompasa, zato lahko vsi vidimo, če to seveda zmoremo ali hočemo, kako se brezobzirni manipulatorji lotevajo manipuliranja z nami, ne da bi jim to ne samo utajevanje njihove manipulacije škodilo pri tem, da svojo manipulacijo izvajajo naprej, kakor da ne bi bili zasačeni pri manipulativnem dejanju. Tu torej ne trčimo več le ob organizirano laž, torej laž, ki mora biti ciljno usmerjena, načrtno vodena, sistematično orkestrirana, torej da bi maskirala svoje končne cilje in preferirane posledice, ampak trčimo ob odprto laž. Torej razlika se zdi minorna, a ključna za to, kako se ta nova, postresnična laž postavlja tako v razmerju do resnice in realnosti, to, o čemer je bilo rečeno na začetku, v zvezi z Bourdieujem, kakor v razmerju do preteklih režimov laganja. Spomnimo, torej organizirana laž je delovala tako, da je sam proces produkcije laži v trenutku, ko se je laž načrtovalo in organiziralo, praviloma ostajal neviden. Pogosto neviden še dolgo potem, ko je laž kot rezultat te produkcije že prišla na plan. Tudi v primerih, ko je procesna narava organizacije laži postala obelodanjena, se to nikoli ni zgodilo simultano, ampak zmeraj retrogradno. Odprto laganje pa je v samem bistvu krši tabu tega, čemur bi antropologi rekli, torej kulturna produkcija laži. Torej uvida v zakulisje sprotnega laganja. Torej, za odprte lažnivce je značilno, da v samem aktu laganja istočasno tudi da se istočasno že samo razkrivajo. Pogosto, torej sam proces, mi lahko vidimo sam proces njihove personalizirane produkcije laži. Skratka, poanta odprte laži je, da ne more biti prav zares razkrita za nazaj. Saj lažnivci sami prispevajo k demistifikaciji ali kontramistifikaciji dejstva, da nam pravkar lažejo v obraz, pri čemer naša prisotnost že postane del tega vpričnega spektakla njihovega laganja. Tisti, ki so odprtega laganja deležni, a mu izrecno ne nasprotujejo, seveda soavtorizirajo sam proces takšnega laganja, ne le njegov rezultat. Torej, odprti lažnivci dejansko človeka potegnejo v njihovo laganje na način, da ni samo konzument laži kot končnih izdelkov, ampak je z lažjo dejansko še močneje ali globlje povezan s tem, da lahko kot priča opazuje, kako se laž dobesedno izkustveno razvija in dogaja pred njegovimi očmi, ne da bi mu ta uvid bil onemogočen, prikrit ali zatajen. Vidimo, torej odprta laž se očitno dogaja v formatu resničnostnega šova. Odprtega lažnivca. Lažnivca, ki laže z iskrenostjo. Lažnivca, ki ne skriva, da nam laže. Lažnivca, ki ne čuti potrebe, da bi svoje laganje moral prikriti. Lažnivca, ki meni, da nima kaj skrivati tudi takrat, ko laže. Ali ko nam laže. Torej, in prav v gesti te iskrenosti, avtentičnosti, sproščenosti, spontanosti, odprti lažnivci seveda računajo na to, da dobijo naš pristanek za njihovo laganje. Ker je v dobi klasične manipulacije princip skrivanja in maskiranja, potlačevanja manipulacije bil ključen za njeno družbeno legitimnost in uspešnost, je manipulacijo bilo treba seveda pozorneje skrivati, maskirati, kamuflirati, razkritje manipulacije, pa je praviloma bilo pospremljeno s presenečenjem in nelagodjem. Razkrinkana manipulacija je bila presenečenje, ker bodisi nismo vedeli zanjo, bodisi nismo zares verjeli, da je mogoča. V času globoke manipulacije pa se manipulacija začne kazati kot nekaj nepresenetljivega, nelagodnega. Skratka, kar smatramo, da ne bi smelo biti mogoče ali kar se nam je zdelo nemogoče, je postalo povsem mogoče in to nas osupne še bolj, kakor nekoč, ko je manipulacija morala biti razkrinkana, torej da bi bila vidna. Zakaj nas danes transparentna manipulacija, torej manipulacija, ki se dobesedno dogaja in razvija pred našimi očmi, vendarle še osupne, če že ne nujno preseneti? Zdi se, da gre za naslednjo igro samoprevare.
ki jo redno izvajamo pred sabo in drugimi. Čeprav to točno vemo, da sistematični manipulatorji svoja življenja gradijo na manipulacijah, na vsakič znova njihova manipulacija na nek način osupne, ker ne verjamemo ali še vedno nočemo verjeti, da je mogoče manipulacijo izvajati na družbeno transparenten način in iz takšne družbene igre iziti kot zmagovalec. Mar ni vzpon Donalda Trumpa najlepši dokaz o tej zmoti? Seveda Trump v postkomunikacijskem svetu ni več samo konkretna oseba, ampak tip brez skrupuloznega mesijanstva, ki ne zanika in se niti ne sramuje tega, da proizvaja kloako laži in manipulacij kot postkomunikacijskih odpadkov. Trumpizem manipulacije je v tem, da se takšni Trumpi, ki jih mnogi lahko identificirajo v svojih zasebnih in profesionalnih itinerarijih, ne rabijo več sklicevati na zgodovinskost manipulacije, češ tudi nekoč so ljudje lagali in manipulirali. Trumpistični manipulatorji take zgodovinske advokature ne potrebujejo, niti je ne rabijo reflektirati, saj lahko za zgodovino laži in manipulacije veliko več storijo, ko jo sami vsakodnevno, torej ahistorično uprizarjajo. Zveni cinično, toda to je zato, ker moramo vsakič znova, ko smo soočeni s transparentno manipulacijo, zaigrati interesno slepoto, torej se pretvarjati, da manipulacije ne vidimo, če hočemo ostati domnevno kulturni, spodobni in obzirni do soljudi. Transparentna manipulacija nas namreč perverzno preskuša prav na točki naše kultiviranosti, kulturnosti, socializiranosti. Se vam še ni nikoli zgodilo, da ste srečali manipulatorja, ki je z vami ali drugimi ljudmi manipuliral na način, da je pri tem računal na to, da boste njegovo manipulacijo vzeli kot nekaj nujnega, samoumevnega, torej v zakup? Še res niste srečali kakšnega prostodušnega ali brezobzirnega manipulatorja, čigar manipulacija je bila izvajana ne le za zavestjo, da ne nadzoruje ali se ne trudi nadzorovati razmer lastne manipulacije, temveč tudi, da mi, naslovniki in konzumenti te manipulacije, to vemo. Torej, če skušamo razumeti pozicioniranje manipulatorja v odnosu do manipulacije, bi lahko izluščili dve njegovi glavni izhodišči. Prva je ta, da manipulator druge ljudi sodi po svoji podobi. Češ, saj vsi ljudje manipulirajo, zakaj ne bi še jaz? Skratka, manipulator svojo manipulacijo prevede v oportunistično oziroma konformno opravičilo za svojo manipulacijo. To bi bila recimo pseudopluralistična pozicija. Ampak pozor, ta kognitivna racionalizacija, ki vračunava možnost, da je tudi manipulator lahko predmet manipulacije, pa še ne pomeni, da je manipulator emocionalno pripravljen sprejeti dejstvo, da se tudi z njim lahko manipulira. Druga pa je ta, da manipulator manipulacijo dovoljuje samo sebi, medtem ko jo pri drugih ne prenese ali jim odreka. Češ, to si lahko privoščim samo jaz, ne drugi. Skratka, manipulator, torej bi rekli, da svojo manipulacijo prevede v ekskluzivno predpravico oziroma last. To bi bila recimo i avtoritarna pozicija. V obeh primerih pa lahko naletite na problem, ko manipulator računa, da vi njegovo vidno manipulacijo vzamete v zakup, sprejmete njegovo igro manipulacije tudi takrat, ko želi manipulirati z vami. Ne moč in ne trud recimo sistematičnega manipulatorja, torej da bi vse skozi nadziral svoje manipulativne postopke, manipulator seveda to preloži na vas. Na vas preloži to, da sodelujete v sokrivdni realizaciji njegove manipulacije. Skratka, manipulator že v štartu izhaja iz predpostavke, da drugi pristajajo na njegovo manipulacijo. Seveda, če imate opravka z avtoritarnim manipulatorjem, ti predpostavljajo, da drugi morajo pristati na njihove manipulacije. In zdaj imate 3 variante odziva. Enkratna rešitev za manipulatorja je, če se drugi njegovih manipulacij ne zavedajo. Toda to morda ni idealna rešitev za narcisoidnega, rečemo doziranega narcisoidnega manipulatorja, ki uživa v tem, da mu drugi dajo neizrečeno vedeti, da vedo, da z njimi manipulira. Ta narcisoidni manipulator zlahka prevede v simbolni presežek manipulacije, v svojevrstno ugodje, saj razume, da si je podredil manipulirance, da nad njimi vrši na nek način neko simbolno gospodstvo. Druga varianta je ta,
torej, da se drugi zavedajo manipulacij in manipulatorjev, vendar jih iz takih ali drugačnih razlogov tolerirajo, pogosto na neizrekljiv način. Toda kaj se zgodi, če manipulatorjevo igro, in to je tretja varianta, zavrnete? Če manipulatorja razkrinkate, mu daste eksplicitno vedeti, da njegove igre ne sprejmete, morate vedeti, da bo tak manipulator lahko, torej z razlogom užaljen ali razsrjen, saj je z vami predhodno manipuliral, misleč, da ste mu dali pristanek za to, da z vami manipulira. Brezobziren manipulator, torej bi lahko rekli, da se sprehaja nad prepadi medčloveških odnosov, a se ne zmeni, da pod seboj morda nima trdnih tal. In ker se brezobzirno pretvarja, da zmore hoditi nad takšnimi prepadi, se tudi ne spotakne ob ruševine lastne manipulacije. Ne spotakne se pa vse do trenutka, dokler se ga eksplicitno ne sooči z njegovo manipulacijo, še natančneje, dokler ga dolg rep njegove manipulacije ne dohiti ali oplazi njega samega. Skratka, ta feedback pri njem učinkuje kot zunanje doživetje njegove manipulacije, torej ki razkraja njegovo realnost manipulacije. Skratka, za njegovo potencialno osebno poškodovanost, užaljenost ali srd je dovolj že to, da ga opomnimo na manipulacijo. S tem, da mora opaziti lastno manipulacijo tako, kakor je videna v očeh manipuliranca, je dobesedno prisiljen pogledati v lastno manipulacijo. In to je zanj seveda najbolj delikaten trenutek, ko pride, če se izrazimo v duhu lakanovske distinkcije med realnostjo in realnim, torej do vdora realnega v njegovo realnost manipulacije. Manipulator seveda svojo realnost manipulacije namreč gradi kot simbolno in imaginarno konstrukcijo, medtem ko ga realno zadene kot nekaj, kar manjka v tej realnosti, oziroma celo spodkopava to realnost. In takega manipulatorja namreč ne moti to, da mi vemo, da on manipulira z nami. Nasprotno, včasih želi svojo manipulacijo deliti z nami, kar razume kot benevolenco do nas. Včasih nas hoče prisiliti v igro sokreacije manipulacije, kar razume kot svojo superiornost do nas. Zelo pa ga lahko zmoti to, če mi manipulacijo eksplicitno mu predočimo. Torej jo ne odobravamo, jo obsodimo ali spodbijamo. To namreč manipulator razume kot izgubo zaupanja do deljene vednosti o izvajanju njegove manipulacije. In če imate nesrečo, da tako zavrnete recimo patološkega manipulatorja, lahko seveda postanete tarča njegovega burnega odziva. A pustimo to patološko varianto ob strani, ker pa med ljudmi mnogi niso opremljeni z znanji ali voljo za brutalno soočenje s temačnimi igrami manipulatorjev, je v postkomunikacijskem svetu brezobzirnih trampov pravzaprav veliko. Srečujemo jih v lastnih družinah, z njimi smo prisiljeni kohabitirati na delovnih mestih, nagovarjajo nas prek televizijskih in drugih zaslonov, kot nagačeni porani se širijo v družabnih digitalnih omrežjih. Ironija je, da se je pravzaprav moral pojaviti predsednik Donald Trump, da bi vsem takim notoričnim lažnivcem in sistematičnim manipulatorjem našega vsakdana dal zveneče ime. In zdaj sledi bržčas najbolj delikaten poudarek. Eno je vse to, kar smo razvijali in izpostavljali, vedeti. Drugo pa je to, kar vemo, dejansko izvajati oziroma v skladu s to vednostjo ravnati. In tu se nam takoj namesto odgovorov prej pojavijo vprašanja. Kakšno pozicijo zavzeti? Kaj je pravi odziv na odprto laž? Kako se zoperstaviti transparentni manipulaciji? Je zgolj uvid v to, da smo priča nastajanju manipulacije dovolj? Je stalna refleksija tega, da laži, tako rekoč etnografsko prisostvujemo znotraj njenega sveta, sploh kakšen garant izboljšanja situacije? Je vztrajanje pri dejstvih res postala staromodna drža? Je zagovarjanje avtoritete resnice v postresničnem svetu res zgolj še oblika prežitkarskega anahronizma in moralnega konservativizma resničarjev? Bi morali odprtim lažnivcem in transparentnim manipulatorjem res biti hvaležni za to, da nas ne prinašajo okoli zahrbtno, ampak kar naravnost? Bi morali res pozdraviti to, da se postkomunikacijsko nezavedno,
odprtih lažnivcev in transparentnih manipulatorjev vseljuje kot spontana in avtentična verzija zavednega v najresničnejši obliki. Bi morali biti res pomirjeni s pričo zaznav, da celo glasnim kritikom Trumpovskega laganja in manipuliranja v vsakodnevnih praksah laganje in manipuliranje na Trumpovski način sploh ni nujno tuje. Bi nemara morali z lažnivci in manipulatorji sočustvovati, ko sami izražajo skrbi, ogorčenje ali zgroženost nad lažmi in manipulacijami drugih? To so vsekakor zanimiva vprašanja. A pri iskanju odgovorov nanje se je treba nujno izogniti temu, da nam jih napladno servirajo tisti, ki dobrobiti postresničnega sveta najbolje proizvajajo ali izkoriščajo sami. Odprti lažnivci in transparentni manipulatorji torej nasilijo v vedno bolj aktivno pripovedovanje resnice, stalno demantiranje laži, dosledno popravljanje alternativnih dejstev in neobhodno dojemanje tovrstne spontanosti in avtentičnosti kot nasilnosti. Vse to pa seveda ni neprijetno, ampak je tudi izjemno naporno in izčrpavajoče početje. Če pa normaliziramo takšne ekscesne prakse, moramo vedeti, da s tem normaliziramo tudi družbeno nevzdržnost in nasilnost teh praks. Če sprejmemo neposrednost, avtentičnost in spontanost takšnih odnosov, potem smo sprejeli tudi surovost, vulgarnost in primitivnost v odnosih. Rešitve v boju proti odprtim lažnivcem in transparentnim manipulatorjem zatorej niso nič kaj dosti drugačne od tistih, ki se jih priporoča za boj proti običajnim zvijačam, ukanam in zahrbtnostim v medosebnih odnosih. Prvič, opazovati, drugič, identificirati, tretjič, analizirati, četrtič, pokazati neodobravanje ali zavrniti in petič, ravnati drugače. To so še vedno edina orodja, ki so nam na voljo v svetu čedalje bolj razraščujočih industrij laži in manipulacij, četudi se učinki njihove rabe more biti kratkotrajni in minorni. Ne preostane nam nič drugega, da dosledno in verodostojno branimo torej pozicijo proti brezobzirnemu laganju in škodljivemu manipuliranju. Pa četudi se kdaj pa kdaj pri tem znajdemo ne po lastni volji ali izbiri, na istem bregu reke skupaj z glasnimi lažnimi branilci in manipulativnimi pozerji. Navsezadnje, pomembno je, da odprte lažnivce in transparentne manipulatorje ne demoniziramo in monstrumiziramo. Četudi se nam zdijo njihove prakse še tako nevzdržne, nevredne in zavržne, pa ne zato, ker bi rabili našo zaščito ali milost, ampak zato, da sami sebe ne preslepimo in ošibimo za prepoznavo torej vitalnega življenja njihovih praks v zelo vsakodnevnih človeških podobah. Ali drugače rečeno, odprti lažnivci in transparentni manipulatorji niso pošasti in spake, ki bi jih bilo treba iskati po dnevi z lučjo, ampak so zelo običajni liki naših življenj. In seveda, ob vsem tem, kako živeti in preživeti vse to, naslovno vprašanje predavanja, lahko si odgovorite sami, jaz menim težko. Hvala lepa, zdaj pa, če se strinjate, lahko izklopimo snemanje, pa so seveda dobrodošla tudi vaša vprašanja.